Dr. Damir Josipović je geograf in demograf, diplomiral, magistriral in doktoriral je na Univerzi v Ljubljani. Med letoma 1999 in 2002 je bil zaposlen na Inštitutu za geografijo. V letih 2001 in 2002 se je izobraževal tudi v Španiji in Veliki Britaniji. Od leta 2002 do 2006 je bil zaposlen na Geografskem inštitutu Antona Melika, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. V letu 2006 pa v tržno-raziskovalni hiši GFK Gral ITEO. Od začetka leta 2007 je zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja. Raziskovalno se ukvarja s študijem meja, etničnosti, rodnosti in migracij ter postsocializma. Je avtor tudi več ekspertiz z področja demografije, trga dela in socialno-ekonomskega razvoja prebivalstva. Je član mednarodnih raziskovalnih mrež HOBS in EastBoardNet za proučevanje socioekonomskih sprememb in geografije meja. V Pomurski akademiji smo fejst veseli, ker imamo dosta naših članic in članov pomurskih akademk in akademikov z področja zgodovine. Toliko bolje smo pa tudi veseli, ker se vsi po vrsti bar malo, nešteni pa v večini svojega znanstveno-raziskovalnega dela ukvarjajo z zgodovino toga območja, kjer živimo, odkąd oni tudi izhajajo. In tudi pomurski akademik dr. Damir Josipović je eden takšnih. In njegovo dnešne predavanje, ker je na naši konferenci predstavil že tudi kot eden rednih članov, gostov, je povezano z zgodovino in kako je ta zgodovina vplivala na ljudi v Porabji. Dostakrat smo lejko fejst v brigi, kaj se je zgodilo s porabskimi Slovenci čez generacijo ali dve, sploh da poglednemo generacijo ali dve nazaj, koliko jih je te bilo v primerjavi z zdaj. In znamo, kaj je eden izmed tistih res najbolj važnih garantov, kada se lejko ena manjšina ohranila ob seveda zavesti in pa tudi k čezmejni pomoči matične države, ekonomska neodvisnost. In jaz sem skoraj gvišen, ka bi eno slovensko podjetje, ki bi lejko tudi k zaposleni slovenščini se pokučavali z vodstvom, z menedžmentom. Podobno, kako smo to imeli že recimo na Koroškem, da je Gorenje tam podjetje postavilo, ka bi lejko ključno pripomoglo, ka ne pravo celo rešilo našo manjšino v Porabji. In zavoljo toga moramo toliko več pozornosti nameniti preživeti in pa seveda nadaljnjemu razvoju naših porabskih Slovencev. Dnešno predavanje pomurskega akademika dr. Damira Josipovića, da je na te stvari res lepo pokazalo, zato vabljeni, ka si ga pogledamo. Slovenska raziskovalna sfera se je zelo redko ukvarjala s problemom Prekmurcev v Porabju. Pogosto govorimo o porabskih Slovencih ali Slovencih v Porabju, premalo pa je splošnega zavedanja o tem, da je Porabje tisti del Prekmurja, ki je po prvi svetovni vojni ostal na Madžarskem. Trianonska pogodba je mejo med novo ustanovljeno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in Madžarsko postavila na netipično razvodje med Rabo in Veliko Krko ter tako oddelila 9 naselij sklenjenega prekmursko govorečega območja ob Rabi od preostanka Prekmurja. Pogodba ni prepričljivo utemeljila izbora takšne razmejitve, ki danes predstavlja mejo med Slovenijo in Madžarsko. Severno od te meje je v času po razmejitvi na strnjenem ozemlju prebivalo kakih 7000 prebivalcev, ki so v vsakodnevni govorici uporabljali porabsko prekmursko narečje. Poslej se je število govorcev porabskega narečja prekmurščine v Porabju stalno sistematično zmanjševalo, kar potrjujejo tudi zadnji madžarski popis prebivalstva iz leta 2011, ki jih je naštel dobrih 1000.
Sodeč po zadnjih podatkih popisa prebivalstva na Madžarskem iz leta 2011 danes ni več nobenega statističnega naselja v Porabju, ki bi imelo absolutno večino Slovencev. Onemnevanje porabske prekmurščine se kaže tudi v popisnih opredelitvah prebivalstva. Slovenščino kot materni jezik je v zadnjem popisu eksplicitno navedlo manj kot 1400 ljudi v celotni železni županiji. Madžarska upravna reorganizacija je z združevanjem naselij, njihovim oddeljevanjem in pripajanjem povzročila statistično redukcijo z 9 slovenskih vasi na le 6 vasi. Česa podobnega se na slovenski strani meje ni zgodilo. Nadaljujemo s podobno temo. Ni naključje, da je to predavanje, ki vsebinsko sledi prejšnjemu, morda tudi za vitru, ne? Pa jaz sem se za letos odločil, da bom malo več poudarka dal na podatke popisa leta 2011 in pravzaprav, da pogledamo, kaj se dogaja s Prekmurci v Porabju, ne? Morda bi vas za začetek vprašal, ali je Porabje še Prekmurje ali ne? Je, ne? No, ok. Potem se strinjamo, da lahko govorimo o Prekmurcih v Porabju. Se pravi, ne gre za migracije, ki bi se vršile iz današnjega Prekmurja v okviru Slovenije, ampak gre za tiste Prekmurce, ki so ostali po trianonski pogodbi onkraj meje, če temu tako rečemo, ali pa to stran meje mogoče, ne? Ker tudi to čas bila ogrska. No, tukaj je... Opala. Katera je tipka za Aha, tale? Aha, evo ga. No, morda vam bo zanimivo pogledati, tukaj ne vem, če boste zelo natančno lahko videli, tole je oznaka za Prekmurce, ne? Ta šrafura. Tukaj je reka Raba, ne? To so podatki popisa 1890, ogrskega dela, kjer so Slovenci nastopili kot samostojna kategorija, ker sicer so bili vedno v rubriki ostali, Egep, ne, po madžarsko. In tukaj so bili kot samostojno navedeni, ker pa seveda je bila njihova razporeditev tako rekoč skoncentrirana v ta jugo-zahodni del Madžarske, pa so jih potem pri nadaljnih popisih znova izpustili. No, ampak kar je tukaj zanimivo, vidimo, da je ta del, kjer rumena prevladuje, torej nemško govoreči, najdemo tudi neke otoke, ki so šteti kot Vendi, ne, torej kot Slovenci oziroma Prekmurci, tudi severno od Rabe. To so današnje vasi na Gradiščanskem, ki pa so kajkavske vasi gradiščanskih Hrvatov. In šele kasneje potem se je oblikovala meja nekako, da so te otoke, ki niso bili fizično sklenjeni do Rabe, se pravi, ki so ležali severno od reke Rabe, so dejansko jih začeli izločati in šteti pod gradiščanske Hrvate. No, današnja meja poteka približno takole, tako da imamo nekaj madžarskih vasi danes v Sloveniji, tudi nekaj nemških je bilo, predvsem pa so potem po drugi svetovni vojni so tiste vasi, to so južno od Sotine, recimo Kramarovci, Ocinje in tako naprej, so deloma izgubile prebivalstvo, ker je bilo nemško govoreče in se je moralo izseliti, deloma pa je prišlo do tega, da so se tja pač naselili Slovenci ali pa so se asimilirali nazaj oziroma odločili, da se bodo znova opredeljevali kot Slovenci. No, skratka, govorili bomo o prekmursko govorečih Porabcih. Danes je že bila vendska teorija omenjena, morda samo na kratko, tisti, ki še ne veste ali pa še niste morda o tem toliko slišali, gre za keltski izvor Prekmurcev, navezuje pa se na teorijo o Venetih, se pravi nekje 1000 let pred našim štetjem in Patsko nižino, skratka, da naj bi to bil nek ostanek na osnovi nekih glasoslovnih značilnosti, ki so sorodne tudi recimo pri rezijanih, polglasniki, preglasi in tako naprej, mehki glasovi, ki so resnično pač tipični v tem okolju, je pač prišlo na Madžarskem zlasti do ideje, da bi se Prekmurce obravnavalo kot posebno etnično skupino. Tudi ameriški popisi so imeli Prekmurce štete pod posebno skupino, to so bili Vendi z ogrskega dela in še danes se jih da najti v starih popisih o priseljevanju, se da pač najti prebivalce, ki so se priselili tja in so imeli vendski materni jezik. No, seveda o
tej diferencijaciji etnični bomo še govorili kasneje. Vprašali smo se že, kje pravzaprav je Porabje in sedaj prehajamo na trianonsko pogodbo, to veliko bolečino Madžarov in Madžarske. To je en od njihovih zemljevidov, ki jih najdete tudi na internetu, cela množica teh zemljevidov je. Vidite, da je madžarsko govorno območje zunaj Madžarske po sprejemu po podpisu trianonske pogodbe označeno z rdečo barvo. Vemo, kaj simbolizira rdeča barva. Madžarska je krvavela in se skrčila dejansko na tretjino nekdanje ogrske polovice Avstro-Ogrske. Seveda v tej tretjini je šteta seveda tudi Hrvaška, ki je igrala neke vrste protiutež ali pa dvojno krono z Budimpešto. No, to je pa zemljevid, na katerega sem unesel današnji potek meja. Upam, da se bo vsaj malo videlo. Tukaj je današnji Monošter oziroma Szent Gotthard in v svetlejšem delu, ki je zamejen, to je znova en star zemljevid izpred Prve svetovne vojne, okrog leta 1900, in to je bil Szent Gotthard Jaraš, se pravi, to je neke vrste okraj, okrožje, in vidimo, da po današnji meji so bile recimo vasi, kot so Čepinci, Markovci, se pravi Veliki, Mali Dolenci, Budinci in Hodoš do Manjševcev so bili del se pravi monošterskega distrikta. Enako je pa tukaj nekaj zanimivega, sta pa dve vasi, ki sta bili deloma razdeljeni oziroma čete kraljevine po letu 19, ko so ukorakali v Prekmurje in ga zasedli, so zasedle tudi vasi Kalh in Budišino. Kasneje je v mejnih korekcijah to bilo, se pravi, spremenjeno. Ti dve vasi sta bili priključeni Avstriji, no tukaj je pa potem potekala razmejitev med Seniškim potokom in se pravi nekdanjim delom Porabja, slovenskega Porabja, ki je pripadal Avstriji oziroma Gradiščanski. To je pa nekdanja meja med Avstrijo in Ogrsko. Zaradi pač pretežno nemško govorečega prebivalstva se je Gradiščanska takrat priključila oziroma je bila predana Avstriji. No, tukaj je še en zanimiv primer mejne korekcije, to so tako imenovani Somorovci pri Krčici in tudi to vas so potem kasneje priključili nazaj Madžarom oziroma Madžarski. To, kar pa vidite rumenega, to pa je bil Murasombati Jaraš, se pravi Mursko-Soboško okrožje, ki je dejansko malo spominjalo na krog, od tod tudi izhaja izraz okroglina, katerega je tako z veseljem uporabljal Vilmoš Tkalec, ustanovitelj kratkotrajne Murske republike. No, če gremo zdaj na današnjo situacijo, sem vam želel pokazati, na kakšen način se Madžarska loteva vprašanj teritorialnosti določenih etničnih manjšin. V tem primeru govorimo seveda o Slovencih. Z rdečo linijo tukaj vidite območje, ki sodi upravno v Monošter, se pravi in slovenska vas, Raba-Totfalu, in Žida, in Farkašovci, in Trovšče in tako naprej, še dve naselji sta tukaj zgoraj nad Rabo, so preprosto dobesedno ukinili in jih priključili k Monoštru in na ta način administrativno zmanjšali del, kjer je dejansko zastopana slovenska manjšina. Tako da samo ta temnejši del nekako sodi v ta še preostanek tradicionalne slovenske naselitve. No in tukaj pa še Čretnik, ki ima pa po zadnjih podatkih le še 12 prebivalcev, ki so navedli afiniteto do slovenske kulture. Kaj naj bi to pomenilo? No, še morda malo legende, se pravi legende teh grafov. To so vasi, ki so še ostale, Dolnji Senik, Gornji Senik, Ritkarovci, Verice so po madžarski metodologiji eno naselje, Kjedvöljč, se pravi nekako dve dolini bi se lahko to prevedlo, in vidimo, da povsod rumena prevladuje, kar po madžarski metodologiji pomeni, da dejansko so že slovensko govoreča manjšina so dejansko prišli v manjšino tudi v naseljih, kjer je dejansko govorjeni jezik še vedno prisoten. Temu sem dejal seveda gerrymandering po slavnemu senatorju Gerryju, ki je takrat zato, da bi lahko republikanci zmagali, prilagodil volilne okraje v ZDA in priredil, se pravi, republikansko zmago. No, še mogoče o teh modrih koščkih tukaj.
to so pa nemško govoreči in vidimo celo, da v Dolnjem Seniku imamo nad slovensko govorečimi je torej više število nemško govorečih od slovensko govorečih. No, zdaj pa, če pogledamo, se bližamo že drugemu delu. Tukaj so še Andovci označeni in če zdaj vse skupaj to preštejemo, ugotovimo, da imamo 6 naselij, se pravi Gornji Senik, Dolnji Senik, 2 dolini, Andovci, Števanovci in Sakalovci. To je pa tudi vse, kar je dejansko danes še v kulturološkem smislu omembe vredno. Poleg seveda slovenske vasi, to je to območje, ki so ga pa zaradi navezave na se pravi samo mesto Monošter, preprosto kar administrativno vključili v naselje, čeprav med njima ni neke velike povezave, je pač to ena ulica, ki pelje ven iz mesta. No, ta gerrymandering je interesanten tudi še v primeru Farkašovec, ki so nekdaj bili del dvojezičnega območja oziroma so bili slovensko govoreči, pa so kasneje zaradi navezave na Monošter počasi postopno je prišlo do tako imenovane afazije. To je pa proces, ki dejansko označuje nezmožnost rabe nekega jezika v okoliščinah, ko je za večino vidikov družbenega življenja potreben drug jezik. Torej neka vrsta onemitev, bi se lahko to prevedlo, onemljanje. Vemo tudi, da je recimo v narečju že prišlo do teh sprememb, da se je, naprimer ženske govorijo v moškem spolu, se pravi, prišlo je že do redukcije spola tudi v porabski prekmurščini in tako naprej, da ne bom predolg. No, to so pa zadnji podatki popisa. No, tukaj sem pa zapisal, gre za Slovence po kulturi in sicer gre za konstrukcijo narodnosti madžarske popisne metodologije na osnovi afinitete maternega jezika in govorjenega jezika v družini med sorodniki in s prijatelji. Skratka, to so skonstruirali v tem smislu, da so popisovalcem naročili, da dobesedno zaslišijo ljudi in da jim pač ljudje morajo razkriti te podatke, v kakšnem jeziku se sorodniki, prijatelji ali pa kako se pogovarjajo v družini. Na koncu so to vse skupaj vrgli v en podatek in so ocenili, kateri ljudje v posameznih naseljih imajo afiniteto do slovenstva. Lahko si predstavljate odpor ljudi do takih zadev, kar se pa seveda vidi tudi v podatkih. Tisti, ki se na to popisno vprašanje niso odzvali, so bili umeščeni v rubriko madžarska kultura, ne pa kot brez odgovora. Ti podatki so dostopni na internetu, tudi en del je preveden v angleščino. Potrebno je nekaj malega madžarskega znanja, da se lahko sprehodite v tistih tabelah. Malo boste pa ugotovili dejansko, da je iz tistih podatkov se izjemno težko znajti in tudi metodologija popisa 2011 se je zelo spremenila glede na popis 2001. In če povemo seveda tudi primerjalno do slovenske situacije, mi smo tudi imeli popis 2011, ki je bil registrski, več sploh ni bilo neposrednega tako imenovanega popisovanja od vrat do vrat, ampak smo pač zbrali tiste baze podatkov, ki so pač bile in sproducirali tisto, čemur pač pravimo registrski popis. Tako tudi seveda nimamo zadnjih podatkov za Prekmurje, kakšna je etnična struktura danes, kako se giblje, ne vem, judovska skupnost, romska skupnost, madžarsko govoreča skupnost. Kratka, ta multikulturalizem absolutno je živel v Prekmurju dolgo obdobje, morda je bil po prvi svetovni vojni nekoliko ošibljen, ampak multikulturalizem, kjer ne smemo pozabiti ves čas prisotnost Romov in Judov, ki so zelo pomembno so ustvarjali to sliko. Naprimer, celo v nekih podatkih za Dolnjo Lendavo, se pravi današnjo mesto Lendava, je bila relativna večina v nekem od popisov judovska. Se pravi, da je celo bilo bolj judovsko mesto kot kakršnokoli drugo, ali ne vem, slovensko, madžarsko ali pa celo morda hrvaško. No, tukaj lahko vidite, da je po podatkih, ki jih je objavil popis, to so število opredeljenih po narodnosti na osnovi teh podatkov. Skratka, to je zelo komplicirana metodologija, kako so do teh številk prišli, pravzaprav ni popolnoma jasno. Delež od vseh, to so tisti, ki so bili dejansko popisani, in delež od respondentov. No, tukaj pa že vidimo, da obstajajo neki triki, in vidimo, da dejansko v Števanovcih, če gledamo, in v Gornjem Seniku ter v Ritkarovcih in se pravi v Vericah imamo
od tistih, ki so se odzvali na to vprašanje, pa vendarle še vedno večino tistih, ki čutijo afiniteto do slovenstva. Bolj, ko se od meje odmikamo, bliže, ko smo monoštru, manjše je to neke vrste zaupanje v to, ali pa samozavest ljudi, da bi to dejansko priznali. Če pa se peljemo po tistih krajih, kar ni pravzaprav daleč od tukaj, pa bomo videli, da je dejansko tudi možno slišati tudi v monoštru še kaj prekmurščine, a ne? No, tako, zaključujem samo še z nekaj podatki. Skupno 1894 Slovencev v Železni županiji, od tega 1656 v okrožju Monošter oziroma v distriktu. Od tega jih je 639 v samem mestu, torej to ni zanemarljivo. Tukaj pa seveda morate šteti zlasti slovensko ves oziroma Rabat-Todfalu. Potem v samem glavnem mestu županije v Sombotelju je 130 jih bilo po popisu in le še 970 po teh naseljih, ki smo jih prej pokazali. In še mogoče za konec, ob trianonski pogodbi je bilo slovensko govorečega prebivalstva okrog 7000, danes sem pa že pojasnil, kakšna je situacija. Po podatkih popisa 91 pa je bilo zanimivo iz Madžarske na prekmurski strani, se pravi območje Murske Sobote in Lendave, 182 oseb, ki so se priselile z madžarskega konca, od katerih je pa le 22% navedlo materni slovenski jezik. Tako, hvala lepa. Ste vedeli, da je kljub velikemu zmanjševanju števila govorcev uporabske prekmurščine v zadnjih 30 letih število nacionalno opredeljenih kot Slovenci celo rahlo naraslo z 1565 leta 1980 na 1741 v Železni županiji leta 2011. Pri tem moramo upoštevati, da je madžarski popis dovoljeval tudi večkratne odgovore na določena vprašanja o jeziku v narodnosti, kar analize dodatno zaplete. Na podobnih področjih raziskujejo o pomurskem akademiku dr. Damirju Josipoviču še pomurska akademkinja dr. Elizabeta Bernjak.